živijo. Moje ime je Robert, ampak večina mojih prijateljev, znancev, sorodnikov me kliče Robi. To ime mi je dala moja mama. Obstaja nevidna črta, ki loči tiste, ki so že izgubili mamo, od tistih, ki jo še bodo in bodo zaradi te izgube trpeli. Ko sva z Ivico Buljanom, režiserjem, našla ta tekst, to dramo, sva se pogovarjala ravno o tem, da naju deli ravno taka črta. Ivičeva mama je stara 78 let. Ravno toliko kot fiktivna mama Mohameda El-Katiba, avtorja teksta o smrti njegove mame, ki naj je tako navdihnil. Moja mama je umrla, ko je bila stara 42 let. Rodila me je, ko je bila stara 20 let, iz zveze z ločenim moškim, kot Pankrta v sredini 60 let v Slovenj Gradcu. Zaradi tega je imelo v družini številne težave. Moj stari atek me do smrti ni želel videti in me ni priznal. Oče in mama sta se čez 2 leti poročila, žal pa zveza ni bila več tako romantična. Moj oče je zelo veliko pil in z mamo sva bila velikokrat tepena. Vmes so bili seveda tudi zelo lepi trenutki, spomnim se naših vikendov na Pohorju, pa počitnic v Filipijakovu. Oče in mama sta zgradila tudi ogromno hišo, potem pa je mama na hitro zbolela in kmalu umrla. Takrat sem ravno vpisal Ljubljansko akademijo in moja mama me nikoli ni videla na odru. Nikoli ni vedela, da se bom ukvarjal z gledališčem, ki sem ga imel tako rad. Takrat, ko je zbolela, nisem imel časa, da bi se poslovil od nje, da bi ji povedal, kako rad jo imam. Take stvari nas zmeraj presenetijo. In ko sva z Ivico odkrila ta tekst, to izpoved, to dramo, sem nekako razumel, da je to slovo od moje mame, 30 let kasneje. Naj vas povabim vse, tiste z one strani črte, ki ste že izgubili mamo, in tiste, ki jo še boste, da se skupaj odpravimo na to tiho potovanje. Prolog, maj 2010. Moja mama je stara 78 let. Ravno toliko, da ne more več igrati družabnih iger, ki so namenjene igralcem od 7 do 77 let. Njen obraz je upadel. Zaznamovala so ga mučna in srečna leta. Telo je oslabelo od tolikšne gostoljubnosti, od dolžne gostoljubnosti. Če si doma z gorovja Rif, je zelo pomembno, kako sprejmeš drugega človeka. Od lanske zime sem ob njej, pri njenem vzglavju, in pripoveduje mi zgodbe. Nikoli ni znala brati, kdaj pa kdaj je samo recitirala tistih nekaj stihov iz Korana, ki se jih je naučila med kratkim obiskovanjem koranske šole Zavije. Prebrala je torej eno samo knjigo. Knjigo. Svojo knjigo. Poskušam nadoknaditi zamujeni čas. Njen literarni čas in najin čas mame in sina. Berem ji v francoščini, nekaj odlomkov v arabščini, tišine pa v tišini, dokler ne zaspi. Tudi ko zaspi, včasih še naprej berem dremajoči mami, ki ne razume ne odlomkov iz Prusta, ne pustolovščin sultana Murata iz Igojeve legende stoletij. Poudarek je drugje. Bolj kot na besedilih je na najinem odnosu. Vsaka prebrana knjiga je čas življenja, ki premaguje čas smrti. Vsaka beseda, vsak predah je trenutek miru.
Pomlad se je vtihotapila v mamino sobo poslušati njene zgodbe in me spremljati pri branju knjige moje matere, Albera Coena. Zdi se mi, da je bilo to njeno najljubše čtivo. Odločil sem se, da bom bral vso noč. Še nikoli se mi ni toliko smehljala. Z roko v moji mi je gledala naravnost v oči. Ne spi. Njeno telo je utrplo in mrzlo. Jaz berem in ona me ima rada. Umira, jaz pa berem, da bi jo ohranil pri življenju. Ura je 4. Knjige je konec. Mama je odšla. Odprem drugo knjigo. To je bil sklepni odlomek iz mojega prvega gledališkega besedila z naslovom Na varnem pred ničimer iz leta 2010.